Pozdravljeni. Med vsemi bankami, ki jih imamo na voljo danes, od tujih in od domačih, je samo ena tista prava banka, v katero se izplača naložiti svoj čas, trud in energijo. Ker je na trgu toliko različnih bank z različnimi, dajmo reči, lastnostmi in obljubami, se je danes prav težko odločiti, katero banko izbrati in koliko si upamo vanjo vložiti svojega imetja oziroma zaupanja. Kljub tej navidezno veliki izbiri še vedno velja, da obstaja samo ena banka, ki je vredna našega popolnega zaupanja. In ta banka obstaja danes, kot je obstajala včeraj in bo tudi v prihodnosti. Ta banka smo namreč mi. Naš notranji svet. Naš svet, ki gre vedno z nami, kamorkoli se odpravimo. In zakaj lahko tej naši notranji banki najbolje zaupamo in dejansko smo lahko brez skrbi, da bi kdo z našo notranjo banko ravnal nepravično. Ker smo naša notranja banka mi sami, je seveda vse odvisno od nas samih. Ko se bomo odločili, da še največ zaupamo sebi, bomo začeli vlagati v nas same. In zakaj je to tako pomembno? Zato, ker tisto, kar vložimo v našo notranjost, v našo banko znanja, v našo banko počutja, dobrega počutja ali celo miru, tisto, kar imamo notri, kar nosimo v sebi, nam dejansko nihče ne more odvzeti. In četudi se v tem našem svetu, zunanjem svetu, zgodi kaka katastrofa ali pa da recimo denar izgine iz obličja zemlje, nismo v nobeni izgubi, ker nosimo vse, kar potrebujemo v sebi. In če tudi izgubimo vse, kar imamo od zunaj, bomo lahko z našo polno notranjo banko spet znova vse ustvarili. Ker naša notranja banka je večna banka. In tisto, kar imamo od zunaj, vse, kar si namreč tako ali drugače nakopljemo v materialnem svetu, ne moremo odnesti s seboj. S seboj namreč odnesemo samo tisto, kar smo odprli in na nek način vložili tukaj v nas samih. In to je edina vrednost, ki jo imamo za nas
in ki jo lahko ponudimo svetu okrog nas. Hvala.